Živijo tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Šesta oddaja Aparatus je bila posneta 21. januarja 2013 in sicer z Rokom Žlendrom, ki trenutno živi v Koloradu, kjer tu dela za spletno stran examiner.com, ki ima na trenutke tako obiskanost kot The New York Times, tam pa skrbi predvsem za tehničen aspekt spletne strani. Seveda so se pogovarjali preko Skypa, linke do vseh sajtov in orodij omenjenih pogovorov pa najdete na aparatus.si 2 pojastra v imenu. Zdaj pa Rok Žlender, živite. Recording me bolj skrbi. To je Skype delo, fair enough. Veš, ampak jaz sem pač na moji Vince mašini in upam, vse sem izklopil. Kar se je dali izklopiti, sem izklopil. Dropbox, pause, Google Drive, pause. Ja, to je bilo vse. Veš, imam vse na ta disk, na kjer ga mi zdaj snema. Tako da sem rekel, da ja, raj nekaj. Ja. V glavnem, škaj je zdaj fora, zelo začela, stari. Máš naredil pauzo, pa boš začel. Ja, se jaz itak na začetku zmeram pa kar malo odpustim, zato da dejansko se vidi, da se normalni ljudje pogovarjamo. Veš, ne nek PR pripravljen folk, ki bo govoril o novostih in ne vem kaj. Tako da, zdaj se svijo, ta prvo vprašanje je več ali manj zmeram isti. Tako da, in zdaj, to je to zdaj, Žlender, zdaj sva začela. Tako da, veš. Tako da, pazi to. Kdo si in kaj počneš? Moje ime je Rok Žlender, delam za podjetje examiner.com. Moje naloge trenutno so zelo, težko reči, kaj so moje naloge, zelo mešano. Ampak vodim tehnološki del Examinerja. Pomeni, da skrbim za strežniki laufajo, da se ljudi zaposluje, da so ljudje srečni in da potem še kaj zraven, še kaj razvijamo novega za našo spletno stran. No, vaša spletna stran je examiner.com. Jaz bom dal link tudi na aparatus.si, tako da v nekaj poslušal lahko sprot gledati. Bom tu inbound link. Ja, iz Aparatusa boš videl v Analyticsih, zihar. Ampak dej prvo malo sam povej, kaj sploh je examiner.com. Mislim, to, kar uporabniki te spletne strani vidijo. Kaj to sploh je? Ja, ideja examiner.com je, da rekrutamo, oziroma nabiramo ljudi po celi Ameriki, ki za nas pišejo članke, razne revije, slike postajo o tem, kar oni poznajo. Mi se nekako osredotočamo na to, da ti ljudje, ki pišejo za nas, so nekako eksperti v tem, o tem, o čemer pišejo. To pomeni, da če sprejmemo nekoga, ki bo delal recenzije filmov, pomeni, da on rab neko kredibilnost na tem področju, preden ga vzamemo, da bo za nas pisal. In isto je potem, če nekdo hoče pisati o smučanju v Koloradu, nekako preverimo, kaj on o tem res ve in šele potem mu dovolimo, da za nas piše. Kar pa uporabniki, to je zdaj nekako, kako vsebina pride do nas, uporabniki pa potem to vsebino berejo. Če iščeš, skiing in Colorado, nekako recimo, da upamo, da bomo mi vam padali in da bojo stvari, ki jih je ta tip za nas napisal, da bojo to visoko v Google, da bojo neki uporabniki interneta to zdevo najdeli. Ta stran, v bistvu, kam pa pašete, zdaj, glede na to, da je ameriška stran, pa da se potem cilja na celo ameriško populacijo, kjer ima res toliko in toliko milijonov ljudi internet, kam pa bližno spadate, če primerjaš, zdaj bom rekel nekaj, ki je ful preveč branga, ampak The New York Times, kje ste pol vi, ki vi imate isto, mislim, ste nekak novičarski portal, kakorkoli. Ja, mi nimamo takih novinarjev, ki bi zdaj šli, pa bi naredili celo raziskavo, pa potem je na urang članek napisali, pa bi to potem na New York Timesu bilo. Pri nas se piše tako, ena stran, recenzija filmov, opis, gostilne, take stvari, bolj tako lahko brani, In potem tudi naši bralci so taki, tako rekel, ni za neka resna vsebina tukaj na New York Times. Ampak, si pa rekel, nekateri analitiki nam kažejo večjo branost kot New York Times, tako da. Zdaj pa, kakšno imaš pa titulo tam v službi? Zihar ti nekaj piše na vratih, na mizi, nekaj ti mora pisati. Titula uradna v moji pogodbi je Director of Technology. Director of Technology. Ampak, zdaj, ki si rekel, da ti skrbiš in za strežnike in za ljudi, ne? Ja. Dejansko, koliko vas pa je tam v timu? Z mano verjetno se 9 trenutno. A to za celo stran ali sam vi, ki delate s serverjem? To je samo ta tehnološki del. Koliko je pa pol, cela firma velika? Cela firma je pa pol še na 20-30 ljudi več, tako pomeni, na 40 nas je skupaj. Malo nas je remote, par nas je na vzhodnem delu, v LA imamo še pisarno, naša glavna pisarna je tle v Denverju, en developer v Kanadi, en developer, ki smo ga zdaj, je začel z nami delati v Sloveniji. Sej, tako si bil ti prej, ne? Ti si prvo za njih delal v bistvu v Sloveniji? Ja, jaz sem delal, 4 leta sem delal iz Slovenije,
Ker to je bila pač najprej kanadska firma, za katero sem jaz delal, in potem nas je Examiner, je to pač Now Public je komila prejšnja firma, za katero sem delal, nas je Examiner kupil. In tako je potem cela ta ekipa iz prejšnje je v bistvu šla potem v examiner.com, tako sem tudi jaz prišel zraven na Examiner. Kako je pa pol, se to me še najbolj zanima, ne? Kako pol zgleda, kad si ti v Sloveniji, delaš pa za Kanačane oziroma zdaj za Američane, pač kako je prvi ta delovni proces čist potekal, ne? Ja, jaz sem pač z mojega stališča je bilo tako, da sem probal nekako delati normalne slovenske ure, zato da sem potem pač takrat s punco zdaj ženo, da smo se nekako ujela, ne? Ker je ona šla v službo, sem jaz tudi vstal pa začel moje stvari delati, prebral maile, pač in potem začel svoje taske nekako delati. Tako da sem delal slovenski urnik, potem ko so oni prišli, pač z Kanado bilo 9 ur razlike, zdaj z Ameriko pač Denverjem bilo 8 ur časovne razlike. To pomeni, da sem jaz nekako zaključil ob 4-5, so oni bili ustali in so hoteli imeti sestanke, nekaj, to je bilo super. Zdaj jaz delam svoj slovenski urnik, pa še par sestankov notrne. Takrat je bilo pač dosti naporno, no, pač, ker po 8 urah šihta, potem še pogovori, sestanki, planiranje za naprej in take stvari. Ne. Drugače je bilo pa zelo, pač smo bili kar dober tim, smo se v redu jeli, en dan prej smo se zmenili za pač stvari, ali pa en dan prej, mogoče tako pač smo imeli nekak plan, kaj bo v naslednjem releasu in vsak je vedel točno, kaj mora narediti in sem pač normalno lahko delal v svojem času. Takrat nas je bilo še malo več v Evropi, smo bili na 4, ker smo bili na istem času v Evropi in je bilo v bistvu dosti uredno, da si lahko, ker pač ima vedno nekoga, si lahko se pogovarja z njim, vprašati, če smo kakšen problem. A te 4, ki ste bili v Evropi, ste pa vsi prišli do Amerike ali? Ne, jaz sem bil edini, ki sem pač vzel to priložnost, en in drugi, pač te ostali so si pa zdaj poiskali druge službe, tako da v bistvu edini, ki je zdaj v Evropi, je pač Janez, ki je zdaj prišel pač v ekipo. A zdaj boš pa še videl, kako to je z druge strani. Z druge strani, ja. Ker je super, ne, ker v bistvu po noč ti vstaneš in ne, stvari so narejene, tako da bi neki palčki po noč delali. Palčki, to bo, ta Janez bo zihar ful vesel, ko to sliša. Tako da ja, zdaj boš ti Ermo moril večere, ne, sestanki. Ja, ne, sej pač, ker poznam, kako to je, ne, pol upam, da bom lahko nekako nastavil sestanke tako, da ne bojo glih ob 10 zvečer po njegovem času, ali pa če že bojo sestanki zvečer, da ni nekaj nujnega, kar mora nujno biti zraven, ne. Ker to je težko, ne, ker pač upaš, da boš lahko nekako nekaj dal zraven sestanku, ne, ampak ob 10 zvečer si že toliko zjeben, da ne moreš nič narediti, ne. Tako lahko sam poslušaš, pa kakšne zapiske delaš, pa pol naslednji dan malo to premisliš, kaj se je dejansko zgodilo. Ja, saj po 8 urah šihta, pol še to ne. Ja, čištekam, da je. A zdaj ste pa, kaj, Američani pa ti, ali še iz kakšne države, kje kdo? Še enega Kanačana imamo, ampak je tako direkt severno gor od nas v hribih v Kanadi, tako da smo na istem času. Drugače smo pa vsi tle v Denverju, vsaj iz moje ekipe. Ko ste začeli pač delati v Ameriki, a zate, pač zdaj valjda ti je lažje to časovno, ampak čisto, kad tiste ljudi vsak dan vidiš, ne, s katerimi delaš, sklepam, da je lažje v življenju. Pa ne sam časovno, ampak tako pač, ker se da tudi kaj zmeniti, ne, na štiri oči. Sigurno je komunikacija veliko lažja, ne. Takrat smo pač, sestanki so bili večinoma prek Skypa, ne, pa če je bila večja skupina ljudi, ki smo se mogli dejansko slišati in pogovarjati, je bil Skype. Drugače smo imeli pa IRC, pač skozi požgan, še vedno imamo, pač IRC je nekako, na IRC se pogovarjamo vse, ker recimo, če ima kdo kakšen problem, da kaj ne zna, ne ve točno, kje bi najdel, pač vpraša na IRC in vsi pač developerji in cela ekipa je na IRC in potem se tam pogovarjamo naprej, ne. Čeprav je nas je večina v bistvu tako, da bi ga lahko pač z roko se dotaknil, ne. Zaradi Marka, ki je v Kanadi, pa Janez, ki je v Sloveniji, nekako probamo vzdrževati to, da se še vedno večina stvari pogovarjamo na IRC. Tako da ta komunikacija je pač kar laufala, ne, ampak zdaj pa zato pač, kar pa jaz počnem, pa ne bi mogel pač v Sloveniji početi, zato ker je vse en tok te dodatne komunikacije pač v real life, ne, ki nisem imel takrat, ne. In ko vidiš pač, ko direktor laufa čez pisarno in se z nekom pogovarja, veš, da je pač neka pizdarija nekje in pač tega nekako ne vidiš. Ja, ker doma ležiš pač. Ja. To zdaj, ki si rekel, da so pač sestanki bili prek Skypa, potem da ste na IRC-u. A to na IRC-u dejansko pač toliko osnovno zgleda, da ste pač na nekem serverju postavljen en room, ne, pač en channel in ste tam noter in to je to pač. Ja, imamo pač svoj IRC strežnik smo postavili, imamo svojega bota, pač, ne vem, če ga vprašaš za neko, recimo v našem primeru neko funkcijo, kaj naredi, pač ti naredi, pač ti da link do dokumentacije, če ga vprašaš za nek ticket številko, ti da link pač do tega ticketa in tako pa že malo pomaga. Drugače pa ja, pač čist navaden room chat, ki ga logiramo sicer, da pač vemo, kaj se je en dan nazaj pogovarjali, če hočeš nazaj, ne. Ampak
to je to, no, ni neke znanosti zraven. Ne. No, čeprav ta z botom se mi zdi huda, ne? To prvi slišim. A sam te dve, kaj da ti da tiket, pač za teske, ali še kaj zna? Zna nekoga upomniti in pač te rečeš, ok, upomni me čez 1 uro, da moram nekaj narediti, pa te upomne, ali pa kaj imamo še, rečeš, ok, recimo, če je nekdo glišel na kosilo, ali pa da ga ni online, lahko prek bota pustiš sporočilo in ko ta človek potem pride nazaj in nekaj pove mu, bot servira sporočilo. In so se ljudje dejansko, mislim, to uporabljajo, saj te upomnike. Ja. Jaz se sklepam, ka pa v logu se vidi vse to, ne? Ja, seveda, to se pač, mislim, mi to dosti uporabljamo, to je naš primarni način komunikacije in so vsi navadili in vsi uporabljajo in pač zelo zadeva špile. Kako je pa z bug trackerji, ki sklepam, da obstajajo, oziroma ali imate sam teske, ali imate pol bug trackerji? Ne, imamo pač ticket tracker, uporabljamo program, ki se imenuje Jira, hosted, pač da mi ne skrbimo za njega. To smo nekako 1 let nazaj smo prišli na tega, prej smo nekaj drugega uporabljali. Sem tako, ne, pač vsak ima svoje slabosti, vsak ima svoje prednosti. Jira je eden izmed večjih in je res ogromno, vse se da nastaviti, vse se da pač kako hočeš narediti. In problem je pač, bug tracker je samo neko orodje, ne, pa ti moraš imeti še vedno neke procese zraven, da ko se jih držiš, drugače tudi to orodje nič ne pomaga. Se pač Jira te nekako usmerja, ampak še vedno pač, če ti ne daš tiketa v ta pravi status, ti nič ne pomaga, če imaš pač to možnost, ne. Kaj pa ostal software, ki ga imate za komunikacijo? Ne vem, kaj je treba mogoče komu zdaj, ki ni tam pri vas, v Kanačanu ali pa zdaj Janez v Sloveniji, ki mu je treba kaj tako pokazati, a pol kar Skype. Pokazati? Ja. Ali da bi bil hotel svoj desktop pokazati, oziroma se to sploh dogaja, kaj pa vem, mislim. To prek Skypa sicer gre, če si 1:1, ker drugače hoče, da plačaš, če hočeš imeti group screen sharing. Drugače pa moram reči, da Google Plus vedno bolj uporabljamo Google Plus, ki pa pač to omogoča, da celi skupini pošeraš screen, ne. Dodatna prednost tega je, da pa mi uporabljamo za mail, pa za koledar, pa se to uporabljamo pač Google Apps. In ko pač delaš invite pač v Google koledarju, ne, imajo zdaj to možnost, da pač dodaš link do Google Plus Hangouta, ne, vsi, ki so povabljeni, imajo pač dostop do tega Hangouta. Pa samo kliknejo ta link in v bistvu se noter pač prijavijo v Hangout in vidijo, imajo pač zvok, pa screen share, pa lahko še kamere vklopiš, ampak pač kamere nimamo velikrat vklopljene. A tale Google Apps pač že od štarta se uporabljajo? Ne, kakšne 2 leti nazaj, pa pol smo migrirali v bistvu iz Outlook serverja, pa že, ne vem, kot točno, ko sem Microsoft, ne poznam dosti dobro. Exchange imajo oni, ni to Exchange pač? Smo migrirali na Google. Aha, zakaj pa? Lažje za pač vzdrževati, pa cenovno je bilo boljše, prej smo imeli svoje strežnike, pa tako, pa smo vedno rabiš nekoga, ki ti to vzdržuje. Pač pa Google se mi zdi, no, kakor sem jaz pač to uporabljal, je veliko lažje za kolaboracijo, ne. Pa potem daš noter še recimo še ta Jira autentikacijo z Googleom, pa Box.net, ki je Dropbox za podjetja, ima isto autentikacijo, pa tako, no, dosti močnejši, no, se mi zdi z mojega stališča. Sicer jaz nisem delal te migracije, ampak tako, kot pač opažam kot uporabnik, mi je zdaj veliko bolj všeč, kot prej, ki je bil Outlook. Drugače ste pa plačali Box.net, pač da imate sharing zadeve, ne, sklepano. Ja. Čeprav zdaj, ko Google Drive, vedno se mi zdi, da ima vedno več funkcionalnosti in imaš zdaj pač, da se ti sinka na disk in tako, se zna zgodi, da bomo pač šli kar na Google Drive. Tako bomo še videli, to še nismo se čisto odločili. Ne. A Google Drive je integriran tudi v appse, mislim, ga tam zraven tudi dobiš že ali ne? Ja, zraven pač imaš 5 giga imaš pač za ston placa, pa lahko to kupuješ za celo domeno, ne, lahko rečeš. Bom kupil še, ne vem, 1 terabajt pač za celo domeno in potem razdeliš. Ti dobiš 10 giga, ker rabiš malo več, tam dobi, dizajner dobi malo več, ker pač ima Photoshop file, pa take stvari, ne. Google je ukinil zastonski nivo Google Apps. Aha, ja. Zdaj sam se ta plačljiva varianta, ki sklepam, da jo vi imate, ki vas je pač več kot 5, ali kako je napravil. Ja, ampak sem gledal, če bo Google Drive enkrat zraven, pa če ste že tako na kalendarju, pa na vsemu, ne, pol si hitro tam noter zaklenjen, kar, kakor praviš, je očitno dober, ne, prej ka slabo. Sigurno nam pač v našem primeru zadeva funkcionira, ne, ker itak živimo na internetu in skozi povezan, tako da ni neki problem, da ne bi imel dostopa do svojega koledarja in pa tako, ne. Za Drive je tudi pač, to se moramo še odločiti, no, ampak Drive, zdaj, ki ga jaz malo testiram, mislim, moram reči, da zadeva funkcionira tako dobro, kot Dropbox ali pa Box.com, Box.net. Kako pa je s temi odločitvami? Vi ste relativno še zmeraj dosti majhna firma za tam, ne? Ja. Ampak
dejansko pol, kar se teh tehnoloških zadev, ne, pa računalniških, kakorkoli hočeš reči, pač se vas posluša, kot je to največ uporabljalo, ne, sklepam, ali ne. Odvisno z katerega stališča. Ne. Zdaj, recimo za Drive, ne, bojo bolj, se mi zdi, bo treba vprašati drugo stran, pač ne, naše vsebince, pa direktorje, pa pravnike, pač, ki imajo več fajlov, ki jih uporabljajo dnevno. Pač, ja, okay, jaz imam svojo kodo in jaz jo imam pač Jaz nimam pač svojih stvari v Google Drive. V Drive imamo pač kakšne dokumente, pogodbe, take stvari. Ne. Tako da to zame ni tako pomembno. Za pravnike naše je pa to že malo bolj, ker imajo 1000 pogodb in morajo se to spremljati in verzije in uno in tretje in to pač tukaj se bojo zadeve po moje lomile, ker ne bojo čisto vse funkcionalnosti podobne temu, kar ima pač box v Driveu in bojo bolj oni vodilno to funkcionalne zahteve za ta prehod. Zdaj pa je še malo pač na Drupal, ne? Ker ti si v bistvu preko Drupal skupnosti prišel in do unga kanadskega šihta in pol posledično do tega ameriškega, ne? Ja. Pa za začetek sam pač povej, kaj je Drupal, pa ker glede na to, da je open source, na po kakšnem principu funkcionira, ne? Kako si ti tam zraven v bistvu prišel? Ja, Drupal je tem za upravljanje vsebine CMS in v bistvu tudi framework. Ne? Pač, mi ga uporabljamo bolj kot framework kot CMS, ker nekako uporabljamo samo te neke bolj na nižjem nivoju, to povezava z bazo, uporabniki, security, take stvari. Nimamo pa nič tistih blogovskih ali pa bolj takih funkcionalnosti, imamo pa bolj svoje razvite na vrh pač Drupala. Ne? Zraven sem prišel, 2006 se mi zdi preko programa, ki ga je Google takrat oziroma še vedno fura, Google Summer of Code. To je program, ker Google ti v bistvu plača kot študentu, da delaš na odprtokodnih projektih. Ne. Takrat sem pač se prijavil, sem bil sprejet za Drupal projekt in sem tako pač prišel zraven noter v community. Drupal community dela pač nekako še vedno pač na principu code is gold. Ne. Pač, če boš ti nekaj razvil, dal na drupal.org, naredil pač nek bug, okay, in da daš kodo zraven, ne, to je pač se upoštevaš vedno kot največji contribution v Drupal skupnost. Čeprav, kar je dobro, vedno bolj pač tudi dokumentacija in neka pomoč ostalim v skupnosti se vedno bolj tudi ceni, karma točke viša. Ampak na principu je pa tako, se zbere neka skupina ljudi, se jim zdi pač, da bi nekaj manjka v samem jedru in zadevo razvijajo in dajo pač na drupal.org. Drupal ima recimo zdaj se mi zdi, da ima 3 ljudi, ki na koncu lahko naredijo commit v samo jedro. Ja, v bistvu vse dela nekako, da se mora skupnost odločiti, da je zadeva dobra in da je koda dobra in da se ta funkcionalnost dejansko rabi. Ne. Potem pa na koncu še pridejo ti, ki revijo, pač naredijo neki zadnji pregled in se odločijo, če je res dosti ljudi, ki to rabi in če so vse pokrili, če so testi, če je dokumentacija, če si vejo, zakaj bi se to uporabljalo, tako in potem zadeva pride v jedro. Kaj si pa ti v bistvu počel na Drupalu, oziroma kako si ti pomagal tam, da si pol lahko prišel do šihta? S testiranjem sem naredil nek projekt, ki v bistvu vsak patch, vsaka koda, ki bo šla na drupal.org za jedro, ne, sem jaz naredil projekt, ki potegne te patche in jih potestira s tistimi testi, ki smo jih takrat imeli za Drupal. Ne. In da je avtomatsko testiranje, da so tisti developerji so takoj dobili rezultat, ok, ta zadeva ti pade zato, ker, ne vem, ti tle ena vejca manjka. In ja, takrat se mi zdi, kar pač to so nekakšni prvi koraki v Drupal.org za neko avtomatsko preverjanje, če patchi dejansko, ki jih folk submita, če so neki kvalitetni. Ne. No, ja, pa jaz sem še videl, da si naredil plugin za Zamanto, mislim, da je tvoj, če se prav spomnim. Ja, takrat so me Zamantovci kontaktirali, smo skupaj naredili ta plugin, če bilo pa že ful dolg nazaj. Ja. Saj jaz sem ga glih zanjši inštaliral, zato se spomnim. Zdaj, ki ga zaseden inštaliral, to je v bistvu, so Zamantovci sami razvili, pa sem jaz samo vzdržujem še modul pač na drupal.org. Zdaj je Drupal 7, je zdaj ta zadnja verzija. Ne? Ja, Drupal 7 je zadnja verzija. Ja. In valjda Now Public in Examiner sta pač na Drupalu in zato si ti tam. Ne? Examiner je v bistvu začel migracijo na Drupal takrat, ko so kupili Now Public. Ne? S tem namenom so tudi kupili podjetje, da naredi novo spletno stran. Včasih je zadeva bila v Cold Fusion, pa na Microsoftovi bazi so se odločili, da pač to ne bo več šlo nikamor, ker so mogli pač vse sami razvijati.
in so pač naredili to investicijo, da kupijo celo ekipo ljudi s podjetjem vred, da jim razvije na novo v bistvu spletno stran celo. Kaj je bilo pa pol z Now Publicom? Kako ta združitev pol izgledala? Ker Xamarin je bil valjda ful večji, ne? Ja, Xamarin je bilo ta večje podjetje in pač Now Public so počasi ugašali, no, tako rekel. Najprej so v Vancouveru je bila pisarna, so tam odpustili veliko ljudi, potem so vedno manj vlagali, cela tehnološka ekipa je prešla na Xamarin za to migracijo, tako da v bistvu ni nobenega novega razvoja na Xamarinju. In zdaj trenutno ni več na Xamarin nobenega, pač le eno pisarni pri nas še tako kakšno urco na dan posvetili k temu, da ni stran samo spama, drugače pa to no. Tako da v 3 letih, odkar so kupili, v bistvu zadeva bila na live supportu, karkoli drugega. No, zdaj pa glih, ki si omenil, ker so pač odpuščali ljudi v Kanadi, ne? Kako pač mi se pogovarjala pač enkrat, kako to zgleda pač v Ameriki, oziroma kako to zgleda v Koloradu, ne? Ker ti si v Denverju, ne? Ja. Pa zdaj malo povej, kako se temu reče, kakšen state je to? At will, pač pomeni, da danes si, čez 1 uro te pa lahko ni več, ne? Pomeni, da pač in delodajalec in zaposleni nimate nobenih zakonskih obveznosti, da ti morate dati karkoli, ne vem, naprej čas, da ti povesta, ok, čez 3 mesece pa ti bomo prekinili pogodbo ali pa kaj takega. Ampak lahko pač prideš zjutraj v pisarno, te še jih pokličejo v svojo pisarno in ti dajo pač papirje, da si pač zaključil zgodbo. Ne. Meni je bil to, najprej mi je bil pravno šok, ne, kaj mislim, kako, ni nekih odpovednih rokov, pa pravice zaposlenih, pa tretje, ne, pač tega tle ne poznajo. In pač zelo dobra stran, recimo je, da se zelo hitro lahko pač zadeve menjajo, ne pomeni, da ok, čez 14 dni pač ti nekdo gre, ampak pomeni, da tudi nekoga lahko dobiš v 14 dneh noter in če se ne izkaže, ne vem, lahko čez 14 dni mu pač prekineš pogodbo. Tako zelo dinamično je to zaposlovanje, ampak še vedno je pa pač hudo, ne vem, se vidiš pač ljudi, ki grejo. Ne. Se to ne potegne v bistvu tam sabo sam plače, ne? Ampak tam ni neke te socialne mreže, tako jo mi komunisti na vzhodu poznamo, ne? Ampak ja, da še to malo povej, kako, kaj vse to za sabo potegne, no? Ti, tle v Ameriki pač ti sam si plačuješ zavarovanje in sam si plačuješ tudi pokojnino. Ne. Pomeni, da ko zgubiš službo, zgubiš tudi zavarovanje in zgubiš neko plačevanje v svoj pokojninski fond. Pokojnina še ni to pač tragična, ker pač vsi vejo to in nekako planirajo, da ne vem, mogoče 1 let v svojem življenju pač ne bojo imeli zaposlitve in toliko več plačujejo pač v ta svoj fond in se nekako izteče. Ne. Ampak za zavarovanje je bolj štala, ker v trenutku, ko ti prekinejo pogodbo, pač zgubiš zavarovanje. Ne. In če greš zdravniku, moraš pač plačati sam. Ne. Tako da to zna biti hudo še posebej za koga, ki ima kakšne kronične bolezni ali pa kaj takega, ki ima res veliko obiskov pri zdravniku in zna ta zadeva biti precej draga, če nimaš zavarovanja preko šihta. Imajo sicer neke sisteme, Kobra ali nekaj podobnega se imenuje, se mi zdi, ki lahko si potem ti sam plačuješ, če si izgubil službo, ti nekako država nekaj financira, ampak to je še vedno veliko dražje, kot če ti firma nekaj da zraven. In tle se pa potem res začnejo kar grde zgodbe, ki recimo si prebolel raka, imaš zavarovanje preko firme, te firma odpusti in potem te noben noče zavarovati zato, ker si že prebolel raka in je pač to nek velik riziko za zavarovalnica. Čeprav je Obama zdaj to nekako čez 2 leti, se mi zdi, da bo pa začel ta Obama, ker nekako bo to preprečil. Ampak trenutno je pa še vedno tako, da te zavarovalnice ne zavarujejo, če si prebolel kakšno tako bolezen. Ja, ker pa si damaged goods prašno v njihovih očeh. Ker so pač te zavarovalnice so vsa pač podjetja, ki hočejo imeti čim večji zaslužek in ocenijo pač riziko, kakšen je za... To je meni toliko bolano. Imaš še kakšni lepši stvari v Ameriki, ne samo v zdravstvenem zavarovanju. O pištolah? Ne, to pištole pustimo na Amerike, to je itak. Pa ti si v Koloradu, tako da to tam sklepam, da jo ima vsak te drug. Ampak kakšen pa je life v Koloradu? Ker ponovadi tako zmerno slišal, sploh kar se tehnoloških služb tiče, je zmerno nekako v San Francisco area, pa mogoče kaj Kalifornija ali pa v New Yorku so ljudje, ne? Ker ti si pa praktično na sredini Amerike, ne? Flyover state. Ne, pač kako si rekel, ne? Silicon Valley, New York, Boston area, to so pač te veliki hubi zdaj trenutno. Moram reči, da Denver tudi kar razvija to smer, pač vedno več je podjetij, vedno, recimo Boulder še posebej, ker Boulder je pač eno mesto tako na 40 minut stran, ima zelo veliko startupov, zelo veliko takih tehnoloških podjetij, skozi so neki meetupi, pač Drupal meetup je 2-krat na mesec,
Ogromen tega je. No. Tako da z tega stališča ni čist neka vas, ki bi rekel, da se nič ne dogaja. Ne. Vedno, ko greš na nek event tehnološki in vedno so podjetja, pač, ki se ukvarjajo z zanimivimi stvarmi. In pač to je tudi to, ko si v službah, ki si govoril, na tehnološkem področju nekako ni nekega problema, ker če te bo ena firma odpustila, boš sigurno najdel službo na tehnološkem področju zelo hitro nazaj. Ne. Ker pač je taka masa nekih tehnoloških podjetij. Ne. Drugač pa Colorado, moram reči, da je super za živeti. Imamo 300 dni na let sonce, hribi so zraven, sneg je v hribih, tako da mi kar uživamo tle. Ja, pa še višinsko se dopingiraš, ne? Višinsko imam pa zdaj. Ja, mislim, pač prvih par tednov, ko so prišla na nisem, je bilo kar hudo. Puštenega gor, recimo malo zatečeš, pa si ne vrh zači zadihane. Ker se kar pozna teh 1600 metrov nadmorski. Ja, to vem, da v NBA-ju igrajo, veš, pa zmeram Denver Nuggetse. Ja. Malo pocem, mislim, da se skoraj dopingirajo višinsko, nek so navajeni tam gor živeti. Itak, ja. Vse je, mislim, je razlika, ne, sigurno. Zdaj, ko so hribi zraven, ne, ki si rekel, kaj to pomeni, tako slovenske Alpe hribi, ali kakšna je to klima? To so te Rockies, ne, ki so. Če so bolj nižji, ne, pač po južno, kar pomeni, da pač Alpe ono špičaste, bele, ne, ful lepo, ne. Tle so pa taki, ne vem, rjav kamen, vse je neki zaobljen, ni tisti, da bi bile prav špičasti hribi, ne, ko sem jih jaz bil navajen včasih. Ampak še vedno so pa pač oren gore, ne, tudi pač, ne vem, 4000 metrov visok, ne, tako da. Skoraj kada bi šel nazaj domov, mislim. Dobro, pač, čaj ne bi Američani, če ne bi ceste na eno izmed teh gor potegnane. To pa tam mislim, da je nujno. No, se to je bil pa moje drugo vprašanje, ne, ker ti a tam masta zdaj vidva avto, ali kako? Ja, avto je prva stvar, ki smo jo kupila. Aha. Brez mrzane. Kva sta pa kupila? Enega tega Volvota SUV-ja, tako pač, da nisi glih najmanjši avto na cesti, ker pač vsi vozijo ali pick-up trucke ali ne velike terence. Točno to me je zanimalo, dobro, da si to omenil, res. Ker, a tam lahko kupaš, tako kot imam je Opel Corsa. Opel Corsa tam... Imaš podobne, vse imaš te Toyote, pa Nissane, ki so res mehni, pa Smart Car se, kakšen ga vidiš na cesti, pa kakšen mini, če imamo mini, zdaj na ta zadnji mini so že kar precej velike avti, ne. Ampak ni tega veliko, ne. Tudi ko pač, ko vidiš, ko se kakšen Smart pele po cesti, sem pač vsi tako malo čuden gledajo, kaj je zdaj to. Ne vem, včeraj sem glih iz trgovine šel ven in ko pogledaš po parkirišču in 90% so pač terenci, ne, GP. Ali so prav GP, ali so pač te cross SUV, kogarkoli se temu reče, ki so pač že malo bolj fancy avti. Ja, crossoveri so, ne, mislim, da... Crossover, ja. Crossover. In pač to ni problem za njih, ker pač ima benzin toliko pocen, da jim je čisto vseeno, ali imajo avto, ki ogromen žene in ga sploh ne rabijo, ali pick-up, ki ga imajo enkrat na let, zato da kolo naložijo, pa malo lesa za nekaj, da nekaj poštimajo, pač jim je čisto vseeno. Ja, čeprav zdaj je kao drag benzin tam, ne, za njih, ne, pač kao. Zdaj je grozno drago. Moram reči, da od pač lani, ko so prišla, ne, je bilo najnižji, potem čez poletje zadeva zrasla za $1 na galono, ampak zdaj pa najnižji, koliko sem jaz karkoli videl, ne, tako da, ne vem, to skozi malo niha. Ja, vem, ampak to je $1 na galono, veš, to je, galona je 5 litrov, ne. Več je $1 na liter, recimo, rečemo, da je bilo poletne, zdaj pa recimo 60 centov dolarskih na liter. To je bolenca. Pač. Ja. Za nas je to znanstvena fantastika. Tam pa imaš pa avto, ki ti pa veš, ne vem, najn avto žre 16 litrov na 100 km. Ne. Ker ne bi nikoli preživel, bi bankrotiral prej v Sloveniji, ker bi imel tak avto. Ja. Ampak tle pa ni toliko problema. No se, Kava, ki si rekel, da si šel iz Štacune, kje pa kupujeta? Pa to zato, ker tam zmeram pol, saj tako dobi človek kle feeling, ne, saj sem pač bil v Ameriki, ampak se pravim, sem bil samo na vzhodni obali, kar pač ni Amerika, ti živiš v pravi Ameriki, ne. A si že bil v teh Costcotih, pa te ogromne pač warehouse Štacune, kjer imajo? Ne, v Costcotu dejansko še nisem bil, mi da imava okoli naju tako, da greš peš, imava pač ta njihov Safeway, pa King Super, pa še ena trgovina, pač nek Sprouts, v katerih večinoma kupujejo, pa Target, pa Walmart, to je vse tako blisne, da ne moreš verjeti. V bistvu vsako naselje ali pa tako nekako okrožje ima tak milijon trgovin okoli. Da jaz ti ni treba predaleč peljati, da bi prišel neko trgovino. Ne. Whole Foods recimo ne, je pač ena taka trgovina, ki Američani imajo zelo radi, čeprav se pač hecajo, da dejansko
je whole paycheck, ne, zato ker je to drago, ker pač kupuješ jabolke ne po kili, ampak po kosih. Ne. To sem jaz v New Yorku doživel, ker sem grenivko kupil, pa je bila gore, je bilo, ne vem, $2 pa pol cena, sem rekel, to je kila, to je pač kila, pa sem prišel na blagajno, pa je bila $2,5 en sadež. Tako da to, ja, kad bi saj to bila šala, pa ni. Pač imaš to izbiro, ne, a boš, ne vem, mi da imamo tako, da nekako da kupujemo hrano v trgovini, ker nekako se nam zdi, da niso lihono jabolki, ki so poglancani in povoskani, pa kupujemo ostale stvari, kot so pa, ne vem, robci, pa brisačke, pa mila, pa take stvari po drugi trgovini, ki pa testirajo na zajčkih, ne. Ja. Malo cestneje, pa malo bolj poznano. Ne. Ker imaš pa pač, ne vem, ta trgovina, v kateri kupujejo hrano, ima prav politiko, da nima stvari, ki so bile testirane na živalih, da nima genetsko spremenjenih stvari, tako no, pač. Ker to nekako ni nekega nadzora nad tem, pač vsak lahko prodaja, kar hoče, ali je genetsko spremenjeno, ali so jih futrali z antibiotiki krave, nekako ni, moraš pa sam se odločiti, kaj boš kupil. Ne. Ja, sem si svoboden ameriški državljan, to je poanta. Ej, kako je pa tako z restauracijami, pa z lokali, ki se gre pač ven, ali pa če greš ven jest, kako pa to tam deluje? Ja, mislim, tega je ful, ne, Američani ful radi jajo večerje, ne, še posebej, ne, to po šihtu, ne, grejo pač ven na večerje, namesto da si doma skuhajo, ker pač, ne vem, jaz sem bil v Sloveniji navajen, da za večerjo nisem neki velik jedel, ne, in pa tudi ni bilo smiselno, da bi šel za večerjo ven v restauracijo neki pojest, ne. Tlej pa glih tako, za kosilo neki maga, pa za večerjo se pa oranki, ne. Mislim, tega je ogromno, ne, restauracije so zelo polne, še posebej, če so kakšne boljše restauracije. Je pa malo pač, je pa drago, ne, če greš ven, vsaj meni se zdi. Potem, ker te itak te cene te presenetijo, ne, ker imaš ti v meniju imaš napisan, ne vem, recimo $12 za pico, ne, pa ti pa oni še hladno še davek na to obračunajo, ne, in še napitnino seveda, ne, ker brez napitnine pa ne gre. Koliko pa je po bontonu, da daš napitnine? 15 za 20, če si 20, če si zadovoljen, pač 15, kot če mogoče malo nisi. Ampak tam nekaj v takem rangu, če si ful zadovoljen, daš tudi več, ampak jaz se nekako držim, da dam pač 20%, če sem zadovoljen zadevo. A pa si se že navadil računati ceno v glavi? Navadil sem se že, ker pač to zelo hitro že zračunam. Včasih sem šel na pogledal račun, pa telefon v roke, pa kakšna aplikacija, da bom šel za tip calculator. Ampak zdaj se pač posebej hitro navadaš, ne. In tudi to Američani imajo dobro, ker tega sprva še nisem videl, da imajo pač na listku, na slipu za kartico, ne, pač ti napiše, koliko imaš ceno, ne, potem pa še posebej prazna vrstica za tip in potem še pač total spodaj, da pač to sešteješ, ne, da tudi če s kartico plačaš, da ti ni treba keša nositi, da jim daš napitnino. Aha, in pol ti v bistvu na kreditno kartico zaračuna plus tisto, kar si mu ti napisal. Ja, on pač naredi avtorizacijo kreditne kartice, ti prinese nazaj in potem, ko ti vpišeš noter napitnino, šele zaključi in noter tipka pač dokončno, koliko ti bojo odbili z kartice. Kako pa on pol to dobi? Kako pa kelner to narebi, da to imajo nek sistem, kjer pol on... To ne vem, ampak ziher ima kakšen sistem, ki pač to ločijo, ne, kaj je bila napitnina, pa kaj je bil pač dejanski strošek, ne, za hrano pa to. No, zdaj pa, ko ti je telefon piskal, pa ki si rekel aplikacija na telefonu, da greva še na to, kaj točno pač ti uporabljaš. Tako da bo začela strojno opremo tvojo. Kva imaš doma, pa kva imaš na šihtu? Apple MacBook Pro 13-inčen pač ta laptop, to pač nosim s sabo kamorkoli grem, ker imam pač dostop, ključe, te naše certifikate, vse to imam pač gor na temu laptopu. Potem imam pa pač še en iPhone 4S. Aha, pa še Kindle imam, ki ga pa na busu, ko se peljem v službo, berem pa Kindle. Koliko pa imaš do šihta z busom? Z busom imam malo hoje, malo vožnje, polno vse skupaj nese nekaj pol urce. Nekaj toga malo preberem lahko in kakšen tweet ali pa mail ali pa na Kindlu kakšno knjigo, odvisno pač, kaj mi paše tisti dan. Kaj pa največ uporabljaš pač na MacBooku, na MacBook Proju, no? Tako. Kaj največ uporabljam? Ja, Chrome, definitivno, pa terminal. Odlično. O terminalu Navaka pol se začnejo taki pogovori, ki jih jaz že jedva sledim. Ampak zakaj pa Chrome, ne Safari? Pač? Ne vem, Safari nikoli mi ni potegnil. Sem pred Safarijem, sem Firefox uporabljal, ampak po Firefoxu v tistih verzijah, ki so neki zamutili in je zadeva začela blazno počas delati in skozi so neki updatali in skozi so bili neki problemi s plugini in takrat sem pa prešal to na Chrome, ki pa zdaj moram reči, da sem zelo zadovoljen. To vedno imam dva okna odprta, enega za
privatne tebe, pa enega za službene tebe. Imaš lahko ločeno, veš, ko imaš posebej ti cookije, potem štima, posebej ti shranjena gesla, imaš lahko vse ločeno. Dela, full hiter, full dobro. Kaj imaš še kakšen program, ki ga dejansko uporabljaš? Evernote. Aha, si na Evernote pol. Ja. V redu. Za vse, kar pač med sestanki pišem note, tako pač Evernote. Zdaj, kakšen to-do program še vedno iščem dobrega. Zdaj, recimo, včasih sem imel Things, pa so pol Things tog časa pacali tisti CloudSync, da sem prešaltil na Wunderlist in pa so Wunderlist nekako zafrknili, da ne dela več dobro. Zdaj sem pa na Productive z 2 E-ma, glih 2 tedna zdaj, tako da to še malo še gruntam, če mi bo všeč ali ne. Jaz sem pa zdaj sem ga kupil, kaj je Tasks, jaz imam Androida, ne? Ja. Ker se pol sinka z unimi taski v Gmailu, veš, oziroma pri Googlu. Ziher obstaja še na Macu, ne? Ja, ne vem, stari, to pa se veš, koliko se imam, zadnje cajte se nimajo toliko radi. Ja, to res je. Ni videti, še nikak nič ne najde. Ker jaz pa nimam ekstra appa za taske, pač v Gmaila pišem, ne, pa se mi pač na telefonu pojavne. Ja, to pač tudi jaz sem iskal, pač, da se mi sinka med telefonom in Macom, ne, to mi je bilo zelo pomembno. A pač ta Productive ima potem še neko web verzijo, da še ti lahko pogledaš. No, ko imaš pa na telefonu, pa tako kot vsakmu rečem, dejansko une, ki jih res uporabljaš, ne une, ki so ti cool in si jih inštaliral in potem pozabil na njih. Aha, kaj sem ti pozabil še? OnePassword ful uporabljam, tudi na Macu in na telefonu. Dej, kako bi ti razložil OnePassword nekomu, ki ne ve, kaj je OnePassword? Ja, ne vem, to je pač za shranjevati gesla in stvari, ki nočeš, da so dostopne, če ti kdo noter računalnik pride, da bi jih kar takoj videl. Ne? Recimo, jaz imam OnePassword, imam noter pa še kakšne secure note, ne vem, če imam kakšen note, ki ga nočem, da ga glih vsi vidijo, pa številke kreditnih kartic, pa pasožev, da jih imam pač skozi prse, pa take stvari. Ne? Pač, da imaš še nekako z geslom zaščiteno še take podatke. Ne? Kar mi je eno všeč je, da potem z OnePasswordom si nastavljam za vsako stran, na katero se na novo prijavim, ali pa vsak servis, ki ga uporabljam na internetu, imam pa drugo geslo, da nimam skozi isto geslo in si OnePassword pač ta gesla zapomne. Zdaj pa še na telefonu, ajde, une, ki jih res uporabljaš. Gmail, zdaj, včasih sem imel Spero. Ja, une, ki so jih pol kupili, ne? Potem pač Chrome za browser. Ja, tudi na telefonu si raje v Chromu, zaradi pač sklepam sinka, ne? Sync, ja. Ne vem, pač ta tab management se mi zdi, da imajo boljš rešen. Ja, definitivno. Ne, pa ljudje res ne vejo, koliko uporaben je ti, da ti lahko imaš pač na računalniku odprtih 5 tabov, pa na telefonu Chrome zaženeš, pa te unih 5 tabov tam čaka. Tako, ja. Pa jih lahko odpiraš, pa tako. Ja. Kva imam še? Twitter, pa Facebook, pa Google+, pač za te social zadeve. A Twitter imaš dejansko official client? Ja, kaj ne uporabljam, sam to pač nimam, da bi zdaj neke različne streame sledil, pa hashtag, pa tako, pač sam to, kar mi se mi noter v timelineu pokaže. Zanimivo. Nisem nek velik Twitter uporabnik, tako da mi je to čisto dost. Facebook tudi glih, tako da imam, tudi ne uporabljam veliko. Kva imam še pa? Aha, Reader. Pač uporabljam Google RSS Reader, ne? Edino prav. Ja. Ampak ta Reader je pa z 2 E-oma, ne? Z 2 E-oma Reader, ja. In potem imam pa Readerja na telefonu, ki se mi pa sinka, da LS Addicts, LiveScore Addicts, skozi pržgan. Redo. Ja, to so te, ki jih imam res, ki v bistvu imam že v prstu tisti muscle memory, ki točno vem, kako jih najdete. Pa, kaj se me še ful zanima, ne? Pač, zdaj ti, ki tam živiš, imaš dejansko lahko dostop do raznih Netflixov, pa Hulujev, pa potem kabelska televizija, ne? Ja. To je ena stvar, ki mogoče tudi do Slovenije prija čisto v nekih pač reklamah na netu, ki non-stop popažaš, ne? Ja. Ampak ti pa to tam dejansko lahko koriščeš, brez da bi si, ne vem, VPN tunel naredil. Ja. Pač v Ameriko, ne? Kaj pa od tega uporabljaš? Neke stvari, ki jih pač so načeloma samo za Američane, pa se jih pri nas ne da dobiti. Glih sem si Rokuja kupil, Boxija prodajam in Rokuja sem si kupil. Bogoskrunstvo, ampak v redu, povej. Hulu Plus. Za serije, pa Hulu Plus ima zdaj veliko vsebine, tudi kakšne filme imajo, pa tako to mi je kar v redu. Voodoo je, da si filme, imajo skoraj tako, ko pridejo DVD-ji ven, imajo potem tudi filme, da si jih lahko sposodaš in streamaš. Potem CBS.com ima vse svoje serije, imajo pač zastonj dostopne na internetu pač z reklamami, to pač to gledam.
Kaj še pravi? Netflixa nimam, zato ker se mi zdi, da Netflix ful pozno pridejo stvari ven. In ne vem, tako sezono kasneje, no, pač na koncu sezone mogoče pol dajo ven stvari. Nekako se mi ni zdelo, da bi plačeval jim $8 na mesec za to, da bom pol en let kasneje gledal stvari. Čeprav zdaj bo Arrested Development, ne? Bo zdaj pa sem... Ja, sem se pa se tako trudil, ne? Potem ima Hulu ima svojo ekskluzivno vsebino, pa Netflix ima svojo ekskluzivno vsebino, ki te probajo not razvabiti, ne? Pa ima še Amazon Prime, ki imajo svoje stvari, pa veliko teh pač servisov je, prek katerih lahko dostopaš do te vsebine, ampak nekako Hulu nam je še najbolj všeč, pa pač te, ki so Pandora, pa Spotify, ki je zdaj tudi pač, se Spotify smo zdaj tudi v Sloveniji. Za muziko, ne? Za muziko, ja. Ampak, ja, no, prej, ki si rekel, Roku je pa ta škatlica mala, ki je zdaj smešno poceni že, ne? Tam je res neka hilarična cena. $50 je to. Ja. Je pa pač taka škatlica, s katerim do vsega tega dostopaš in to preklopaš na TV. Ja, dostopaš na net in zdaj pač se poveže na vse te ta večje, imajo pač napisane aplikacije za to. In pol dejansko kabelske pač nimata. Ali... Ne, kabelsko smo odjavila. Ne vem, nekako nam ni bilo več tega, da... Problem pač kabelske pri nas je to, da pač imava zdaj 10-mesečnega, 11-mesečnega sina, ne? Ob 8 zvečer, ker pač so bile neke serije, ki smo jih spremljala, je on glih šel spat, ne? In pol na kabelski ti zamudiš in pač zamudiš, ne moreš več gledati, ne? Na Hulu pač daš na pauzo, pa pogledaš potem pač, ko greste malo spat ali pa kadarkoli ti paše, ne? Pa kabelska je imela še, ne vem, polne 5-minutne oglasne bloke, ki ti gre pa reže na živce, ta cetič, ko slišiš isto reklamo za kakšno zdravilo, ne? In tam več o nam so samo zdravila. Oglašana. Kaj pa šport pol? Kaj šport pa zgubiš pol, ne, v bistvu, če se... Ne, se zdaj v bistvu imamo over the air kanale, ne. NFL pa NHL pa kakšne take stvari lahko gledaš. NBA pač nimaš, ker imajo pač svoje komercialne televizije, to prenašanje tega nimava, ampak neki športa vse imaš preko teh kanalov, ki jih dobiš preko navadne antene. Ja, pa tam je tudi, to je treba reči, tam gre prek navadne antene dejansko tako nekompresiran HD. To ni... Ja. Boljša slika, kot prej, ki sem imela pač Comcast, ker ne vem, po mojem sem imela kakšen Starbucks in zadeva je pač navaden SD signal navadaja na televizijo in bilo res grdone. Ampak zdaj pa je HD. Moram reči, da so zadovoljna s tem, ko se reče cord cutter, ne? Ja, ko prekineš kabel. In greš samo še na te streaming internetne zadeve. Ok, no dej, pa še zadnje vprašanje, kar se Life-a v Ameriki tiče. Kako je pa z online shoppingom tam? Amazon, ne. No, vse to, ampak a je tam kaj boljš kakle, ker ti si tudi že kaj v Sloveniji, pač nisi bil glih tuj temu, da bi prek neta naročil. A so kakšne razlike, ali več ali manj isto? Ali... Boljš se meni zdi to, da pač Amazon je res super pri temu, da ti nekaj vrneš, če ti ni všeč, ne. Nobenih problemov ne delajo, rečeš, ok, ni mi všeč, po 10 dneh se odločiš, da ti ni cool, daš lepo izpolniš obrazac, sprintaš shipping label, pustiš pred vrati in poštar pobere in tudi nese domov in dobiš denar nazaj nakazan. Ne. To se mi zdi, da je še največja prednost, da ti res se olajšajo pač to, da če ti nekaj ni všeč, pač probaš naročiti, če ti ni všeč, vrneš, ne, pač nobenih komplikacij. Hitro ti prinesejo, to sigurno pa pač na Amazon imaš vse dobiš prek njih, ne, ni treba pri 10 različnih spletnih straneh kupiti, da pač če hočeš kupiti otroške obleke, pa Roku, pa ne vem, še kakšne čaje, pa kaj tazga, pa kavo, ne. Vse pač v isti košek vržeš, naročiš in potem dobiš v 3 paketkih domov se zadeva. A Prime shipping masta ali? Nimata. Imela sem zastonski 3-mesečni interes, ker to je pa naslednji korak, da pa ti v 2 dneh vse domov prinesejo. Naročiš in imaš čez 2 dni pred vrati dostavljeno zadevo. Ne. Pa večina stvari za ston. Čez 2 dni prije. To ni, da shipping full plačaš. Mislim, da jim daš koliko $70 na leto, ne? 80 je na let, ja. 80 je na let. Ja, in potem pač imaš karkoli naročiš za ston shipping. Ja, mislim tako, če si TV kupaš, tega za ston shipajo v 2 dneh. Ja, karkoli. Ja, jaz tudi ne vem, kako to deluje. Očitno deluje, ali kva je deluje, ja, nimaš kaj deluje. Pa zraven še filme, pa MP3, ne, nekaj, kar... Še to dobiš, ja, še Prime Video dobiš, še nekaj, ne vem točno kaj, nisem nikoli se poglobil to, kaj dejansko dobiš za ston, ampak nekaj ziher dobiš, ne.
pa vsak mesec dobiš knjigo, na par knjig si lahko sposodiš. Tako da zadeva je kar vabljiva. Slejko prej, Rok, boš tudi prime customer rato. Zdaj je res ta zadnje vprašanje, ki ga vsem postavim. Zdaj sem že malo pozabila, sicer na strojno opremo, itak imaš sam telefon pa računalnik. Ne? Ampak najbolj tebi na kožo pisan kos strojne opreme, ki si ga kadarkoli imel, ga še imaš, ki je bil res tak, ki ga ne moreš pozabiti, ki ga sanjaš po noč, če imaš kaj takega. Ja, sem poslušal tvoj pogovor z Juretom pa Tamaro, in sem slišal to vprašanje in sem začel razmišljati, kaj bi dejansko to bilo. Nekako se nisem navezal, da bi bilo dejansko kaj takega. Vedno sem, če je bilo kaj novega božga, sem staro stvar brez problema stran zabrisal in šlo novo. Tako da ne vem. iPhone imam res zdaj že od začetka, že koliko je bilo takrat, ko je bila enka prišla ven, sem takoj si ne vem, po moje, ali iPhone, ali pa v zadnjih 2 letih moram reči, da mi je Kindle imam vedno sabo, ker mi je pa res cool, ker kadar imam kaj časa, imam vedno vse knjige sabo, ki jih trenutno berem in to mi je super, da ne rabim vleči sabo knjig. Včasih sem še dosti potoval in potem za avion je super, za na bus je super, če imaš, ne vem, za na kosilo vzameš sabo, pa imaš pa to pri sebi skozi. Tako da mogoče Kindle še bolj, iPhone, telefon imaš vedno sabo, ampak Kindle je pa mogoče ena taka stvar, ki mi je še bolj pri srcu trenutno. Kjer ga pa imaš, da vem, da bom dal link, kjer ga Kindla? Kjer ga imam? Unike so bili še s tipkovnico. Odlično je tudi. A ga imaš 3G ali Wi-Fi? 3G verzijo imam. Ta star, pa imaš ti tudi za ston internet. A imaš Ja. Mi dva sva blažena. Čak, to moram... Jaz sem dejansko sprobal in zadeva funkcionira. Lahko tudi malo po internetu celo brskaš pa tako. Tako. In ne, da samo to moram razložiti za onmo, kako tole bo služil. Za ston po celem svetu praktično. Ja. Imaš internet sicer z slabim brskalnikom na e-ink zaslonu. Ja. Ampak do Gmaila pa mobilne strani pa hladno delajo. Tako da jaz ga zdaj kamorkoli grem, čim grem v tujino, pa vem, da bo z netom mogoče štala, je ta prva stvar, ki jo dam zraven, da lahko kakšen mail pošljem, da sem živ prišel pa te zadeve. Pa baterija zdrži tisti svoj mesec, kakorkoli. Ja, če si malo pazljiv. Ja, toliko, da pozabiš, da sploh treba polniti zadevo. Rok, najlepša hvala. Koliko je zdaj pri tebi ura? Se sploh ne razumem. 9, glih zdaj bomo začeli s šihtom. 9 to 5 pa to, ne? Tako da hvala, ki si vzel tole urco, ne? To je bilo to je bil kaj, aparatus pa to. Kjer je bil to zdaj? Vem, moram reči, zdaj imam glih vmes, zdaj mi je nahbar vmes v letu. Zdaj moram nahbarja snemati in zdaj ne vem, a bom do tebe prej, a bom do njega, ne vem, mislim, da on gre v sredo ven, pa v šel ti pol v ponedeljek ven, celo zbunje imam, ampak gremo reči, 5 ali pa 6 si. Ne vem še, ampak tam nekje si. Tako da, Rok, najlepša hvala. Hajde, čau. To je bila 6. oddaja Aparatus. Roka na spletu najdete na Twitterju in sicer je @zlender. Aparatus je na spletu, aparatus.si, 2 p sta v imenu. Jaz sem na Twitterju @anzet. Če ste pa prek iTunesov naročenih, pa kakršna koli ocena, tam le bo dobrodošla. Čau.